Spoštovane gospe in gospodje, cenjene kolegice in kolegi, v vodilu na naše delovanje je rečeno, da sta bila najpomembnejša dejavnika slovenskega narodnega oblikovanja jezik 17. nič manj pomembno vlogo pa sta bila izobraževanje jezika. Toda ne bi kazalo šolo in šolsko postaviti kar na prvo mesto. Knjiga in knjižni jezik sta lahko postala temelj občutki pripadnosti jezikovnih narodnosti, šele 4 pismenosti pravcev, tega pa se recimo ne mogoče zamisliti brez vseh svojo prebivalskega ročajoče in njihovega upovedovanja vara in elementarne časi šolskega procesa. Moderno narodovanje je večini evropskih narodov. Poteka širjenje pismenosti, poznavanje narodnega jezika, ki omogoča zbiranje različnih lokalnih reči, na drugi politično akcijo. Narodne je razne sveščanskih, ki so postale glasenice in usmerjevali narodnih politik. Narodi so pač ne le ljudne jezikovne, teveč študija, predvsem družbene in politične tvorbe, ki lahko zaživijo še svoje izobrazbe, hkrati na pismenost socialno osnovo, ki lahko bere, komunicira se oblične besede. V tej luči pa sta narodno jezikovnih in jezičnih vlastnosti, ki vse moderne dobe niso imeli ščanskih izobrazbenih zopršnega namena šolsko-izobraževalnega sistema. Pri Sloveniji se tako reči kot vodili, poklicno razvojnih pri svoje izobraževalstva je postal vodilnik ki zagovornik slovenskih narodnih željanja zahtev. V letih od 1840-1910, torej v nekaj več po 3 generacijah, se ta slovenski prav sprosil v šole. Po predvsej stereotipnih predstavah, še danes zadujejo v naši šoli in javnosti, je bil slovenski narodni razvoj v 19. stoletju razmeroma počasen, saj so Slovenci posiljene dežele vse do leta 1918 spadajo v družbeno in gospodarstvo, počasi se razvijajoče obdobje avstrijskega cesarstva, slovenske narodne dežele pa so na eni strani svojo prevladujočo nemško kulturo ovirale avstrijske oblasti in na drugi slovenski emancipacijskim težnjam neprijazni nemško-italijansko sodeželjskih sosedstv. Da je bil proces gospodarske in družbene modernizacije na slovenski posebej izjemno kljub digitalstva, tudi v drugi polovici 19. stoletja razmeroma počasno, seveda ni dvoma. Toda pri tem kulturni razvoj vse hitrejši od družbenega in gospodarskega, kar je bila predvsem zasluga šolstva. V približno 100 letih od konca 18. do konca 19. stoletja je prišlo na ozemlju slovensko govoreče prebivalstvo do skoraj neverjetnega umnega programa. Po zgodovino tistih ocena je bilo okoli leta 1790 ozemno medalje na Jadranu, nepismenih še prišlo 93, celo 99% ljudi. Dobro stoletje pozneje, okoli leta 1890, pa je bilo po avstrijskih statistikah pismenih že več 85%, ponekod celo 90% prebivalstva. In drug podatek, v letih 1780 do leta 1830 je štelo kulturno dejavno slovensko izobraževalstvo vsega okoli 250 let. Skupaj učimo se leta, da bi imela slovenska inteligenca, da je pisano in razvejeno strokovno leta 1900 laično slovenske, ki je predstavljala ne jedro slovenskega temveč je laično tudi najpomembnejši dinamični slovenskega narodnega življenja. Zgodovina šolstva in izobraževanja je v slovenskem zgodovinopisju že deležna velike pozornosti. V različnih vidikih razvoja šolstva in pedagogike v slovenskem velike pa so poslali številni javnosti, ki jih ukratko šolstva in pedagogike pač ni
nemogoče pa so pisali številni avtori. Vseeno verjetno ni napačen neboj, tudi v delu sodobnega slovenskega zgodovinopisja. Še prisotna predvsem z vidika počasnega uveljavljenega slovenščine v šolski zapisana podoba avstrijskega počasnega ne upošteva dejstva, da je bil avstrijski šolski sistem zlasti po šolski reformi ne upošteva dejstva, da je bil avstrijski deloma tudi že prej, razmeroma socialno odprta učinkovit, in je posebej na najnižjem osnovno šolski stopnji razmeroma odpira vsem svojim skupinam prebivalstva, ne glede na njihov šolski narodni izvor, ki je pospeševalo družbeni in gospodarstva, ne glede na drugi razvoj in vseh narodov, ki je pospeševalo družbeni in gospodarstvo. Kot je znano, je v avstrijski polovici monarhije splošno šolsko obveznost leta 1754 uvedla Marija Terezija, pri čemer je bila splošna šolska uredba izraz predvijanja visokih državnih uradnikov, da je vzgoja mladina, vzgoja mladine obojega spola temelj resnične ljudske blaginje. To pa rezultat spoznanja, da je temelj višine države, njenega gospodarstva, okolje prebivalstvo in vsaj osnovno izobrazbo už na vsak Marija Terezija in njeni svetovalci so splošno šolsko uredbo, kot je znano, naredili mnoge druge evropske vladanje. Zdaj so na primer v Franciji splošno šolsko uredbo, uvedli šele francoski srednji gimnazija, te so v nekaterih severnih državah uzakonili šele v prvi pravici 19. stoletja, v Veliki Britaniji pa so še leta 1820. Tudi v Avstriji je bilo postojnega izničevanje splošne šolske obveznosti, dovoljšne za gospodarstvo in procesi na trajanje projekcij posameznikov, ki so tam na ozemlju slovenskih prebivalcev, so prve trivialke res od prve rade, vsaka zadeva nekatera. A še okoli leta 1810 je bil vzgoval šolo ne vsak sedmi šol, v vsake modernizacije. Do leta 1848 naj bi se obisk šole sicer opazno povečal, ljudske šole naj bi obiskoval že vsak tretji šolo, obvezni otrok, tu za razmere so se po pokrajinah močno šolska reforma leta 1800 na Dolenjskem in Notranjskem ljudsko šolo obiskovala predvsem manjšo odveznih otrok, pod Štajerskem pozdravu, sredi 19. stoletja so pozdali tudi severna avstrijska ljudskega šola, ozemlja že kraji, ki se šolo obiskovalo več kot 80, šolsko obvezno šolo organizacijo, medtem ko je dovoljeno, na primer v okolici Novega mesta in Postojne, za kar so šole in se resnično odločili v Istri, Loške za gospodarski so šolski napredek žestih posameznosti, ki so tarna na vsem statusu srednjega šeta in obrtnika, so bile torej vsaj kar zadeva nekatera zakonsko obvezno državno državno. Janez Blajvajs je sploh prepričan, da sta predpogoj vsake organizacije tudi izobraževanje prebivalstva, ki se je zato vztrajno zavzemal za splošno izboljšanje razmer leta 1900 in ustanavljanje osnovno šolo pomoči slovenske šolske. Šolska reforma leta 1800 je bila povezana z bojem liberalcev proti konkordancov, za slovenskih konzervativcev ni neodločeno, so jim nasprotovali, da avstrijska ljudska šola je šele zelo dobila zares model. Pred prvo svetovno vojno so šolska obveznost je bila podaljšana na posilje, dovoljene pa so se izjeme z uveljavami, za kar so se med drugim odločili v Istri in delno na Kranjskem, kjer so šolsko obveznost večina šole na 6 let. Vseeno so povsod gradili nove šole, kažejo spominska pričevanja spominjavskega odnosa prebivalstva. Zakonsko je bilo urejeno državno plačevanje učiteljev. Zakon pa je že odpisal tudi izobraževanje učiteljev, če so pa znali sami graditi pišati. Ob večerih pa je prehodila leta 1900 je tako osnovno šolo za večino otrok šolo poskrbeli kaplani in župniki, že obiskovalo v zgodovina 80 do 90 dni Slovenija tudi, zdaj okolice ostali se boljši šol, ki napredne početcev servizacijski, ki so se ukvarjali z glavo svezovačo šolo. So po več otrok osnovne napredovali v šoli, kako učili branja, samo zaradi računanja in krščanskega nadaljanja. Pogled se je tudi spominjal, vse večji starši že po prvem šolskem delu pisali na forju, vse večjo veljavo izobrazbe, se kažejo spominska pričevanja spreminjal tudi odnos prebivalstva. Slovenci so bili bolj neugodnem položaju, lepo so otroke še pride so prvič srednjem šolski prag, pisanje branje slovenskih staršev, tudi skromnih nekaj strokodelci,
če so pač znani sami bratni pisavci. Večernik pa je preverjali, knjige pa so delali. Sobot so za pripravo okrog šolo, poskrbeli kaplani šolniki, literarni zgodovinar so v Sloveniji omenja tudi, da so v železnikih za boljši šolski napredek učencev skrbele ženske, ki so se ukvarjali z življenjem domačo šolo. Zato več okrog so bolje napredovali, da so tudi učile branja, računanja in krščanskega nauka. Popla se je tudi spodnjal, da so ga starši zelo vključili želastvenike, ki stavili šole in so na zodu v ženistvu preverjali v ukvarjali. Slovenci so bili bolj neugodnem položaju v osnovnem šolstvu in srednjem šolstvu. Čeprav je bilo različnega rejaštva, prvi porazimile se bo postoletja, kar 9 gimnazij. Vse do leta 1849 skromno študilo gimnazovcev in neskromno privadovali do višje šole, liceji, neke vrste umestne šole, metodologazov in univerzo, v katerih so se šolali duhovni gospodje. Na slovenskem razredu je bila za prve stoletja tudi nekateri kulturni skupnost 20 državnih in zasebnih gimnazij. Število gimnazijskih dejakov se je povečevalo razmeroma visoka in je počasi raslo tudi državna gimnazija reformi leta 1914. Okoli leta 1890 se je v območju današnje slovenske države šolalo nekaj manj kot 60 gimnazijcev. In Slovenci, prva so po številu dijakov v gimnazijah zaostajali ene za Čehi in Poljaki, vse ostali gimnazije so bile prepisnične. Počasna različna gimnazijskega dijaštva seveda ni bila samo posledica zaostalih razmerov in socialna sestava slovenskega prebivalstva. Na skromno število gimnazijcev je nesporno vplivala tudi prevladujoča vloga nemščine kot učnega jezika, saj je položaj slovenščine v gimnazijah precej slabši. Slovenskem ozemlju je bila prve šolske zakonodajo, skupno 20 državnih in zasebnih gimnazijah, državnih gimnazijah, ustanovljena samo ena, vsem slovenska državnika in leta 1996. V tej luči je potem večji pomen zasebne škofijske gimnazije v Šentvilu. Slovensko izobraževalstvo je v Habsburški monarhiji v veliki meri dvojezična. Prva slovenska gimnazija, zelo dvojezična. Vse ostalejši pogovori grammatične slovenske, dvojezične in večje države in vse nemške in italijanske. Šolski sistem spodbujanja nacionalnih srednješolskih javljanja slovenščine ni bil zaklonjen. Gimnazijski učni načrti pa so učiteljem nacionalno mešali generacijo pozivali, ker se izgubljajo konzervativnejšimi evropske na državo. Priklepal se je še na novo šolsko zakonodajo, konec 60-letnega stoletja odprla pod učiteljišča. Konec 19. stoletja so se kot nacionalni kardijski gimnazije v Ljubljani pa je do leta 1800 Slovensko izobraževalstvo je v Habsburški monarhiji v veliki meri dvojezično. Na Goriškem in Tesaškem celo trojezično. V zahtevnejših pogovorih pa je imel marsikdaj nacionalne zelo slovenske države različne nezadovoljstva. Šolski sistem se razvija dalje nacionalnih občutkih, povsem napačno pa je zajednil odmevo nacionalno gimnazijski učni načrti pa so učiteljem nacionalno mešane deželah celo pozivali, da se izgubljajo namreč tako dolgočasne dele nacionalne občutja prebivalstva in pozabljeni, da v šolskem pouku ne smejo povsem drugačno, da je profesor zgodovine zapisa Kaza Melca, ki sicer pri nacionalnih pregovorne dijake je pa z velikim navdušenjem in morebitne v šoli pridobljene spodbude in nacionalnem občusovanju so ga v takšnih razmerah odvisne predvsem in dovolja vednega šolskega učnega in uredovnega učenjstva leta 1000. Ljubljanski župan Ivan Hribar so v svojih spominih omenil, da se je v njem predvidela nacionalna zavest v drugem gimnazijskem razredu iz nezadovoljstva, ker je bil od drugega razreda dalje razpok nemški, kot povsem napačno pa je zavrnil odnevo, da več profesor z nemškimi imeni. Ti naj bi bili namreč tako dolgočasni, da so opažni, da bi lahko gimnazijake vplivali prav nasprotno. Povsem drugačen naj bi bil profesor zgodovine in zemljepisa Karel Melc, ki sicer pri pouku ni spregovoril slovenske besede, je pa z velikim navdušenjem govoril o Prešernu, deklamiral Prešernove pesmi
zauzeto popisoval Kovarske vojne, z obžalovanjem govoril o zlatem štoga Havna Uštuga na fotogarem Pšenislom leta 1976 prisotnih putah na morju. In podobno je tudi Hribarjeve, Hribarjeve ljudje z Slovanskega narodnega programa, ki so vse odvedali profesor Rosič, ki so se vse preseden iz ene slovanskih devet, temveč profesor z nemškim imenom, Majsman, ki pri nedoputnem četrtošolcu zaznal po ustanoviti slovenski in ga je navdušil za učenje češčine. Vse do njenega razpada. To je tudi predseg toga na avstrijskem šolskem sistemu, da je marsikaj odvisno od učitelja in od tega, pa so bili svobode sledce, ki so z učenjem. Tako da oblikovanje šolskega izobrazbe je seveda ključnega pomena odločitev gimnazistov, ki so se obvezni gimnazijske mature, gimnazijske programe za študije na visokih šolah. Tega so se očitno dobro zavedali že avtorji slovenskega narodnega programa, ki so vse od leta 1848 zauzemali osnovne slovenske univerze, študirali na Ljubljani, nekaj časa je bilo vse do leta 1908. Zahteva po ustanovitvi slovenske univerze v zadnjem Habsburškem univerzi vse do njenega razpada ni bila uresničena. Leta 1849 pa so bili ukinjeni tudi liceji, ki so dotlej delovali v Ljubljani, Gorici, Celovcu, in tako da so od višjega šolstva na Slovenskem ostale le še bogoslovne šole. Mladi ljudje, ki so se odločali za univerzitetni študij, so zato odhajali na univerzi na Dunaj in v Gradec, od okoli leta 1870 dalje tudi na univerzo v Prago, še pred Prvo svetovno vojno pa so čeprav manjšem številu študirali tudi v Krakovu. Študente teologije so odhajali tudi v Rim, kjer so študirali na Gregorijani, manj pa je bilo vse do leta 1918 slovenskih študij v univerzi v Zagrebu, saj je njena spričevala in so avtomatično veljala še letna stanje in jih je treba nostrificirati. Po izračunih študij univerze v Zagrebu so se zato slovenski študentje v večjem številu odločali šele po let nastanku kraljevine SPS. Po izračunih Vasilija Melika je sredi 19. stoletja na avstrijskih univerzah in visokih šolah študirala okoli 150, sredi 19. stoletja po izračunih Vasilija Melika je sredi 19. stoletja na avstrijskih šolah študirala okoli 150, sredi 19. stoletja študirala okoli 150 do 200 slovenskih študentov, v 60. stoletju 19. stoletja se je njihovo število postavilo v 70 letih že skoraj na 40. V 80-ih se je prišlo do manjšega padca, po 90 let dalje pa se njihovo število vztrajno in naglo povečevalo. Do leta 1900 je za avstrijskih univerz in visokih šolah zapisanih že več kot 650, leta 1910 že več kot 850, leta 1913 že več kot 900 slovenskih študentov, po nekaterih podatkih pa celo več kot 500. Slovenskimi univerzitetnimi in visokošolskimi študenti so po velikovih podatkih vse do leta 1900 prevladovali bogoslovci. Slovenskimi univerzitetnimi in visokošolskimi študenti so po velikovih podatkih vse do leta 1900 prevladovali bogoslovci. Ki pa so večina študirali ne na pravi univerzi, temveč na bogoslovnih stranah, ki so med slovenskimi študenti zaradi številčne prevlade. Skupne število študirajočih so jih nato okoli leta 1900 prevedeli študente pravniki, ki so med slovenskimi študenti zaradi številčne prevlade in poslovnega razloga število tehnikov, ki so leta 1910 že prehiteli medicince in filozofe. Jasnejšo sliko geografskega in socialnega porekla študentov imamo leto študentov iz 2009 objavljeni monografiji v študentih iz Kranjske na Dunajski univerzi v letih 1848. Aleš Sindrič je v svoji dragoceni leta 2009 objavljeni monografiji v študentih iz Kranjske na Dunajski univerzi v letih 1848 pokazal, da je 47,5% študentov prihajalo 30% v crški soglasni okolice. Takšni sliki geografskega in socialnega porekla Kranjskih študentov ustrezajo ustrezajo racionalnosti poklicne strukture staršev
Večina med cilji, če vam ugotovite, več kot 38% da bi večina med različnih družin, več kot 38% zaposlenih družin zaposlala iz različnih družin. Medtem ko naj bi bilo večji zaposlenih družin zaposlenih nekaj več kot četrtina, medtem ko naj bi bilo večji delovnih podjetja več kot četrtina, še manj naj bi bilo študentov začelo naraščati delovniških družin, čeprav naj bi pri prvo svetovno vojno začelo naraščati tudi število študentov. Citričev prikaz geografskega in socialnega izvora kranjskih študentov na Citričev prikaz geografskega in socialnega izvora kranjskih študentov, da so bile družbene spremembe na Kranjskem, verjetno zanimivo kaže, da so se družbene spremembe na Kranjskem še počasnejše tudi zgodna se se meščanstvo po izobrazbi očitno ni oblikovalo povsem na novo. Se meščanstvo po izobrazbi očitno ni oblikovalo povsem na novo. Se v nemajhni meri obnavljalo samo iz sebe. In se dožilo predvsem v nemajhni meri obnavljalo samo iz sebe. Mi se dožilo predvsem z nekaj študentov s podeželskim oziroma kmečkim zarekom, nekaj študentov s podeželskim na različne načine uveljavljali kulturno znanstveno izobraženo življenje, so se na različne načine uveljavljali kulturno znanstveno in politično življenje, skoraj 60% slovenskih študentov iz Kranjske, skoraj 60% slovenskih študentov iz Kranjske uveljavljali in beležni so pozneje ustvarjalno uveljavljali in jih beležni slovenskih Zadnje bi lahko pomenilo, da so bili slovenski študentje oziroma izobraženci. Zadnje bi lahko pomenilo, da so bili slovenski študentje oziroma izobraženci ustvarjalno pisali predvsej bolj agresivnih pod njihovim nacionalnim in ustvarjalnim pogledom, ki so se večkrat zaposlovali brez posebnih meščanskih ki so se večkrat zaposlovali brez posebnih za takšnih sklepnih poračunov, kot tudi ustvarjalnih postopkov. Za takšen sklep bi poračunov. V začetku 20. stoletja so se na Dunajsko univerzo vpisale tudi prve študije. V začetku 20. stoletja so se na Dunajsko univerzo vpisale tudi prve študije. V Avstriji razmeroma vključevanje. V procesu vključevanja v 19. stoletja so lahko dekleta redno študirala na medicinskih filozofih. V 19. stoletja in še danes dekleta redno študirala na medicinskih veliko so na drugih fakultetah in še danes posebnih dovoljenja. Medtem ko so na oblasnični napovedi ženske filozofije, s katero je slovenski študentski oblasnični napovedi ženske filozofije, s katero je slovenski študentski katoliški prve doktorice na Dunajskih univerzah Habsburg zdravja, prve doktorice na Dunajskih univerzah, Gabriele Posazar Erdogan, počala študijo zdravnice za Slovenke pred prvo svetovno vojno je posamično upisovale. So se Slovenke pred prvo svetovno vojno je posamično uvodatni študentskega lista Omladina, da leta 1905 na Dunajskem uvodatni študentskega lista Omladina, da leta 1905 na Dunajskem univerzitetska komisija ne ena Marija Sušnik je študirala filozofijo. Tu naj bi bila slovenska slovenski Marija Sušnik je študirala dekretko zdravljanje za državo. Slovenski študentski društvih na Dunaju zložili dekretko zdravljanje za državnega podarnika. To je zakon za uporabno slovenskega narodnega država zabožen da zaostaja. To je zakon vsega zademi, da če že nam je zabožen da zaostaja. Da bo svoj biološki socialni vendar opozarjali, da pri tem ne sme pozabiti, da bo svoj biološki Djaško Mazmana, pa je, ko je pozdravljal ženski pisec, uporabil Djaško Mazmana, da je zamudo, s katerim pozdravljal ženski študij, pisal slovenskega dekleta, da je zamudo, s katerim so za Slovenije, pisati slovenskega dekleta, omočevalo so košolske izobraževanje, pisati tudi njihove ideje o Martinovem značaju, nekritični dovzetnosti za nekega vzgojne ideje, ki da je izbila dekleta, škor kot njihovi moški vrstniki izpostavljeni. Ocena Krasinja Melika je okoli leta 1900 vseh slovenskih univerzitet je okoli leta 1900 vseh slovenskih univerzitetnih študentov in visokošolskih tako naj bi bilo okoli leta 1900 na vzdelalo mesto, če ne več tako naj bi bilo okoli leta 1900 na vzdelalo mesto, če ne več 450 slovenskih študentov, najmanj 600 začne več. Dunaj je privlačeval ne zaradi lesa Dunajske univerze. Torej študij zaradi življenjskih razmer
ki so bile kljub temu, da je bilo življenje v avstrijski prestolnici nekoliko dražje, predvsem ugodnejše kot v večini drugih avstrijskih univerzitetnih središč, celo ugodnejše kot v Pragi. Predvsem več kot drugod je bilo tudi raznih štipendijskih ustanov in podpor ter možnosti študentskega zaslužka. Slovenski študentje pa so imeli pomembno oporo tudi v slovenskih izobražencih, ki so živeli tukaj. V ozračju povečanih nacionalnih napetosti, vse bolj napadalnega nemškega nacionalizma, so se konec 19. stoletja pred prvo svetovno vojno tudi slovenski študentje na Dunaju vse bolj družili s slovanskimi sorodniki. Čehi, Hrvati, Srbi in Ukrajinci, manj s Poljaki, ker Slovenci Poljakov zaradi njihovega odnosa do Ukrajincev niso prevecenili. Ker je nacionalna čustva pri marsikom še okrepilo. Dunaj je tako v nacionalnem pogledu na slovenske in slovanske študente vplival vsem drugače kot na primer Franci Paris na provansalce in Bretonce. Za Bretonce, ki so odhajali na študij v Pariz, je veljalo, da so se z večine naglo pofrancozili in so se v domačo pokrajino če sploh vračali kot prepričani Francozi, ki za svoje bretonsko poreklo niso več hoteli slišati. Povsem drugače je bilo z Dunajem, pa tudi z drugimi avstrijskimi univerzami. Želja po tem, da bi po študiji ostali v prestolnici in si tam poiskali delo, je bila seveda odvisna od značaja posameznika in poklica, ki si ga izbral. Arhitekti, naravoslovci in tehniki so imeli v pomanjkanju primernih ustanov za svoj strokovni razvoj pogosto manj možnosti doma kot pravniki, profesori in zdravniki. Toda večina slovenskih študentov se je tudi, če so si za krajši čas našli delo na Dunaju, se je vračala domov in si doma iskala trajno zaposlitev. Kot je večkrat upozoril, vsi imeli, ki bo kot je zvidno spovedanja na moj referatek sploh veliko dolguje, so bili Slovenci pred prvo svetovno vojno povsem razvit narod. Je imel večino za samostojno narodno življenje potrebnih narodno-kulturnih ustanov, svoje časopise, politične stranke in oblikovanje jezika. Medtem ko se je nov tenak svoje slovenskega podjetniškega meščanstva začel šele oblikovati v zadnjih desetletjih 19. stoletja in je bil v prvih desetletjih 20. stoletja še slabo vključen v slovensko narodno politično življenje. So slovenske kulturne in politične elite, ki so bile najpomembnejši dinamični dejavnik slovenskega narodnega življenja, v veliki večini pripadale tako imenovanemu izobraženskemu meščanstvu nemško Bildungsbürgertum, ki je meščanski status pridobila v državo s pomočjo šole in izobraževanja. Slovensko prebivalstvo pa je do propada monarhije živelo ne le v svojem slovenskem, temveč tudi v nemškem, italijanskem in madžarskem kulturnem okolju. Izobraženstvo meščanstva ga bilo, kot že rečeno, bo to celo več jezično. Vsem od mladih strokovnjakov, ko so se vrnili študija, ni uveralo, da se ne bi posvetili znanstvenemu strokovnemu delu v slovenskem jeziku in oblikovanju slovenskega znanstvenega izrazoslovja. V književnosti, slikarstvu, glasbi in arhitekturi pa so nastopili ustvarjalci, ki so okoli leta 1900 slovenska umetniška prizadevanja povezali z evropskimi. Hkrati se je naglo širila kultura branja. Buhorjeva družba je imela leta 1895 71.000 članov, dobrih 20 letih pozneje pa nakladna meniki in dosegla danes povsem nepredstavljivih 91.000 izvodov. Je bilo vse to sploh mogoče brez učinkovitega izobraževalnega in šolskega sistema. Hvala lepa.